Mi izdelujemo lesene lončke za rože, ki lebdijo v zraku. Se pravi, imamo 4 različne vrste lesa: oreh, javor, hrast in pa premium oljko. Vsi izdelki, ki jih izdelujemo, kot sem že povedal, lebdijo v zraku. Ta sistem smo razvili sami. Ja, v bistvu mi smo v šoli začeli s tem projektom Moje podjetje in smo mogli dobiti eno idejo in smo se v bistvu spomnili, da bi delali lesene lončke za rože. Potem smo pa malo iskali po internetu, kakšne oblike, kako bi vse skupaj delali, in smo našli izdelke, ki lebdijo v zraku. Ampak tisti izdelki lebdijo s pomočjo elektromagneta, za katerega pa potrebuješ elektriko. Mi smo rekli, da bomo razvili svoj sistem, ki ne potrebuje elektrike. In v bistvu smo pa skozi šolsko leto te izdelke naredili. Najprej lončke za rože, potem še skledo za bombone. Ker so bili produkti vsem všeč, smo na koncu tudi, se pravi po zaključenem šolanju, smo tudi nadaljevali s podjetjem. Zdaj poslujemo prek mojega očeta, ki ima mizarstvo, in prodajamo produkte še vedno. Zdaj imamo postavljeno tudi spletno stran, v izdelavi tudi spletna trgovina, in naš naslednji cilj je, da bi začeli produkte prodajati v tujino, v Francijo in po Evropi najprej. Mi smo hoteli zaščititi ta produkt, ta sistem, ki smo ga sami razvili, in smo šli tudi na patentni urad. Tam smo dobili sicer, nam je ta gospod, ki smo šli do njega, nam je povedal, da se v bistvu magnetne levitacije bi težko zaščitil, ker je to splošno znano že dolgo, tudi recimo vlaki lebdijo s pomočjo magnetov. Zato smo v bistvu so nam svetovali, da se ustvarimo mi eno znamko, da nas ljudje poznajo, in smo v bistvu s tem postavimo na vrh. Potem pa, če nas bo kdo skopiral, pa probamo s novimi produkti spet na trg priti. Je pa problem, če kdo skopira tako idejo, ker mi smo res toliko časa, skoraj en let smo v bistvu že v tem, že en let, in toliko truda smo vložili in bi bilo res težko, če te pa kdo skopira pa pobere tvoj denar v bistvu. Pomembno je, da delamo tudi naše končne produkte. Ne vem, zakaj bi ves les zapravili v bistvu za take stvari, ali pa zakaj bi za pelete pa tiste stvari, ki lahko uporabimo tudi slabši les. Pa tudi mizarji bi mogli več z masive delati, da ne bi bili samo te ivrne plošče pa ostale. Veliko potenciala je v lesu pa masivu, ampak se ga še ne izkorišča. Mi smo vsi naredili lesno šolo in vemo, kaj to pomeni. Poznamo stvari glede lesa, ampak ostali pa se ne zavedajo. V bistvu večina, po mojem, toliko starih, ki mi sploh ne vejo, da je večina lesa ven. Po mojem se tega čisto premalo zavedajo na splošno vsi. Mojim vrstnikom, ki imajo tudi kakšno idejo, kakšno inovacijo, ki bi jo radi spravili na trg, bi svetoval, da samo ne čakajo, da ne odlašajo na jutri, ampak samo zagrabijo, da so delovni, da grejo, se spravijo delati, naredijo, ne vem, prototipe, če je to produkt, če je to, ne vem, storitev, da začnejo to storitev nuditi ljudem in jo tržiti. Samo prodreti morajo na trg, začetki so pač najtežji, ampak če bojo vztrajali, če bojo trdo delali, bojo z lahkoto dosegli svoje cilje.